Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, naj vas še enkrat spomnim na delavnico investiranja v delnice. Sestavljena je iz 3 modulov, vsak modul obsega več ur vsebine in vsak modul se tudi zaključi z borzno igro MoneyHow DD, ker predstavimo vse od poslovnih rezultatov, blue chipa do analiz, ki jih pripravi analitik in potem seveda tudi od pasivnega in aktivnega vlagatelja in njihovega procesa za odločanje za investicijo. V drugem delu se zgodba v bistvu kar precej zaplete, ker se v zgodbo uplete, recimo temu tako vlagatelj aktivist, več o vsebini na www.money-how.si. Gremo na današnjo vsebino, z menoj je Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladi, prej je bil predsednik uprave General Investment, še predtem pa je bil investicijski bankir pri City Group v Londonu. Zdravo, Luka. Živja. Ja, zdaj si pa že dobrih 8 mesecev, odkar si v bistvu presedlal iz mesta prvega moža General Investments na mesto prvega moža NLB Skladi. Lahko mogoče razkriješ načrte ali pa kako boste vlagatelje razveselili s kakšnimi novostmi, digitalnimi orodji ali kaj podobnega? Živja. Ja. Res je, 8 mesecev je že minilo, čeprav se zdi, da sem tle že dal. Lotili smo se kar precej enih stvari v NLB Skladih, kjer moram reči, da je res super ekipa. Ene te stvari so morda tiste, ki se morda naven malce manj vidijo in so povezane predvsem z digitalizacijo pa avtomatizacijo procesov pri tem našem core delu na področju samega tradinga pa upravljanja premoženja. Seveda se pa zelo zavedamo tudi trendov, ki so v industriji, se gre kar en velik del pač investiranja online, zunaj je že kar nekaj platform, v bistvu, ki ponujajo predvsem trgovanje z delnicami ali pa z indeksnimi skladi, praktično preko mobilnega telefona. In to je tudi ena smer, v katero bo šla skupina pač NLB, definitivno. Zdaj seveda vsak bi to rad včeraj že imel, stvari ne grejo tako hitro, ampak ja, definitivno je to tudi neko področje, na katerem smo začeli delati. Poleg tega se ukvarjamo tudi z razširitvijo produktnega nabora. Zdaj v Sloveniji, kakor veš, je v zadnjih nekaj letih blazno zrastel segment alternativnih skladov. Tukaj nas do zdaj ni bilo. Tako da jaz mislim, da v prihodnjih letih bo to definitivno en segment, kjer bodo lahko vlagatelji videli novosti, ne samo profesionalni vlagatelji, ki so v bistvu do zdaj primarno nalagali v ta naložbeni razred, ker to so vseeno majčkeno bolj mogoče z vidika tveganja zahtevne naložbe, tudi z vidika minimalnega vložka so to majčkeno bolj zahtevne naložbe, ampak vseeno določen subset, določen manjši del teh naložb pa vseeno lahko ponudimo na način, da bodo primerne za manjše vlagatelje, in to pač v naslednjih letih tudi nameravamo. Tudi na regulatornem področju v bistvu tukaj prišlo do kar nekih sprememb. Ene so slovenske spremembe, ene so evropske spremembe, in te spremembe v bistvu bodo omogočile dejansko, da lahko tudi mali vlagatelj imel dostop do teh naložbenih razredov, ki so bili v bistvu prej rezervirani pravzaprav samo za te velike, samo za, pokojninske sklade, zavarovalnice in tako naprej. In jaz upam, da bomo potem lahko tudi v naslednjem obdobju približali te naložbe tudi manjšim vlagateljem. Zdaj si povedal zelo veliko zanimivih stvari. Mogoče bi se dotaknila ta prve točke, ki si rekel digitalizacija. Mislim, da se pripravlja zdaj neka zakonodaja o ID prepoznavanju obraza, oziroma da boš lahko nadaljavo v bistvu odpiral račune. Ali tukaj v povezavi s tem, kaj mogoče veš na to temo? Mislim, čisto odkrit povedan, že danes se da narediti preko online, marsikaj da se v bistvu stranko preko online kanala onboardat, sicer zakonodaja evropska temu sledi, čist ok, bolj gre za to, da v bistvu treba te rešitve pripraviti in jih pač v obliki, da bodo zelo user-friendly, da bodo preproste za uporabo, da bodo v bistvu dejansko lahko uporabniki
prišli do finančnih produktov na nek način, ki ne bo v bistvu povzročil občutka, da ti nekdo dela lobotomijo. Tako da ta možnost že obstaja že danes, v prihodnosti seveda bo se pa online kanal še bolj simplificiral z vidika samega uporabnika in bo tudi onboarding, se pravi to, da rataš stranka ene finančne inštitucije, tudi postal lažji. Pogovarjala sem se namreč z enim predstavnikom neke borzne družbe, ki je povedal, da ravno zaradi tega, ker vsa zakonodaja še ni tako urejena, kot bi mogla biti, pač imajo težave z promocijo produktov oziroma čakajo, da bodo lahko promovirali produkte v Sloveniji, pač ker enostavno je predrago imeti poslovalnico v Sloveniji. Ne? Ja, ni pocen. Mislim, celoten proces, ki ga mora v bistvu finančna inštitucija postaviti za sam onboarding, zahteva kar velikega napora, ampak je že danes mogoč, v prihodnosti z novelo, predvsem zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, bo pa ta stvar ratala še majčkeno bolj prijazna za uporabnika. To v bistvu mi kar spremljamo, tako da bomo tudi naprej spremljali. NLB skladi so v bistvu edini, recimo temu bančni DZU, Sava Infond, Triglav sklad in General Investment so zavarovalniški DZU, če gledamo po lastništvu in uporabi distribucijskih poti. Imamo še enega nov lastnik je v igri in sicer gre za lastnika Primorskih skladov, družbo je prevzel Joc Pečečnik. Kako gledaš na splošno na panogo in pa na novinca v panogi? Ja, mislim, panoga v Sloveniji v bistvu raste zelo lepo in to na obeh področjih. Se pravi, mi nekako smo iz te industrije gledamo kot eno področje, recimo UCITS sklade, to so tisti, ki so namenjeni za male vlagatelje, kot drugo področje pa recimo alternativne sklade, so namenjeni pretežno profesionalnim vlagateljem. In dejansko lahko danes recimo v UCITS skladih je približno 4,5 milijarde evrov, kar je skoraj rekordna številka. Medtem ko rast se je dogajala tudi na alternativnih skladih, kjer, če sem prav videl, imamo približno že rahlo star podatek, z konca lanskega leta približno pol milijarde sredstev zbranih. Ne? Tako da v bistvu oba dva segmenta rasteta zelo lepo. Na področju alternativnih skladov v bistvu praktično nekaj letih zrastel čisto nov player, Alfi skladi, ne, ki tudi konkurira zelo uspešno za denar profesionalnih vlagateljev. Na področju teh skladov, v katere investira pa predvsem mali vlagatelji, se pravi teh UCITS skladov, se pa v zadnjih recimo 10 letih konkurenca kar skrčila, bilo je kar nekaj konsolidacije v panogi. No in ena, pač v bistvu zadnja transakcija, ki se je zgodila, je bil res nakup Primorskih skladov strani Joca Pečečnika. Primorski skladi so danes najmanjši DZU, ki ponuja UCITS sklade, imajo nekaj čez 50 milijonov, če se ne motim, v upravljanju. Tako da bo zanimivo videti, v bistvu, v katero smer se bo družba razvijala. Jaz mislim, da bo gospod Pečečnik sigurno prinesel veliko podjetniškega spirita v družbo in vsaj, kolikor sem videl, v bistvu napovedi, naj bi na trg lansirali morda še letos neke nove produkte. Nimam pojma kakšne, si pa predstavljam, da to utegnejo biti tudi alternativni skladi. Ker če primerjamo tako UCITS kot alternativne sklade, so vse alternativni skladi rasli, čisto statistično gledano, v zadnjem letu oziroma v zadnjih 2 letih celo bolj kot pa UCITS skladi. Ta panoga je pač usklila iz nič. Tako da bo zelo zanimivo videti, no, kako se bo razvijala naprej. Jaz gledam drugačen razvoj panoge zelo pozitivno, še posebej zato, ker Slovenci imamo v investicijskih skladih v bistvu investirano bistveno nižji odstotek našega lastnega premoženja, kot pa recimo nekatere že, če pogledamo države znotraj centralne in vzhodne Evrope. Tako da priložnosti za rast je tukaj ogromno in to se pravi prav na tem klasičnem delu UCITS skladov. Jaz mislim, da priložnost za rast je tudi na področju samega vlaganja v delnice in obveznice.
ker vse skupaj, če to pogledamo, cel odstotek teh finančnih naložb v premoženje Slovencev je pravzaprav zelo nizek, tako kot sem rekel. Tukaj, zakaj nekatere države imajo te višje odstotke, po eni razlogov je več. Eden izmed razlogov, ki ga pogosto navajamo, je finančna pismenost Slovencev. Čeprav tukaj sam osebno sem skeptičen, malo, da je to edini razlog, zato ker se mi zdi, da se finančna pismenost v zadnjih nekaj letih, sploh recimo od covida naprej, se mi zdi, da se je drastično dvignila, pa tudi nivo participacije Slovencev na kapitalskih trgih se je tako, kot v bistvu tujini, z Wall Street Bets, Redditom in podobnimi iniciativami se je blazno povečal. In imamo tudi mi naše mejhne Wall Street Bets kanale, naprimer na Redditu, na Discordu, kjer je MoneyHow kanal zelo aktiven. Tako da tukaj je definitivno veliko pozitivnih premikov, kar se tiče finančne pismenosti. Nismo pa seveda tukaj še na nekih nivojih, ki bi bili zadovoljivi. Drug razlog, po mojem, zakaj pa imamo sam ta odstotek skladov pa delnic pa obveznic v bistvu relativno nizek v primerjavi z celotnim finančnim premoženjem, je pa zato, ker je relativno malo nekih davčnih vzpodbud za ta ownership v Sloveniji. Če pogledamo recimo že sam stopnjo davka na kapitalski dobiček, primerjamo Slovenijo ali pa našo južno sosedo Hrvaško, je tukaj grozljiva razlika. Zato, ker na Hrvaškem, če se ne motim, si brez obveznosti plačila davka po 3 letih, medtem ko v Sloveniji moraš to čakati kar eno bistveno daljše obdobje. Kar je v bistvu dost žalostno. Druga stvar, ki pa tukaj definitivno ne pomaga, je pa pač nizek razvoj kapitalskega trga, ki pa je pravzaprav v svojem bistvu povezan s tem, da pač nimamo neke pametne pokojninske reforme, pa kakor jaz zdaj vidim, vsaj po teh zadnjih idejah Ministrstva za delo, se nam tudi neka pametna pokojninska reforma, ki bi res vplivala na kapitalski trg, niti ne obeta, žal. Jaz to trobam že kar en lep čas, da rabimo v bistvu naprimer stvari, kot so obvezna kontribucija v drugi steber, ki bo zgradila domačo finančno industrijo, ki bo lahko potem investirala v razne IPO-je, v razne alternativne sklade, v venture capital in tako naprej. Ampak če te industrije ni, pač potem ni neke akumulacije, ki bi dejansko bila to sposobna v bistvu sprožati. Zdaj sva zajadrala malo. Ja, jaz se totalno strinjam s tabo, kar se te pokojninske reforme tiče, definitivno je nujno potrebna, žal pa ta vlada ima druge prioritete očitno. A greva se midva vrniti mogoče nazaj v mesec oktober, zakorakali smo v mesec oktober velja za mesec varčevanja in zdaj številni DZU-ji tudi seveda oglašujejo, da bodo v tem mesecu, da ne bodo zaračunali vstopnih stroškov. A takšne akcije dejansko pritegnejo vlagateljev k investiranju v sklade? Kako kažejo vaši podatki? Dejansko po izkušnjah ti lahko povem iz 2 različnih DZU-jev, da to deluje. Mogoče smo pred nekaj leti v bistvu DZU-ji še lahko, ne pa po mojem rečva 10 leti, zaračunali kakšne vstopne stroške, ki so bili omembe vredni. Danes je pa v bistvu teh vstopnih stroškov ali pa pomembnost vstopnih stroškov za eno družbo za upravljanje je zanemrljiva. Zaradi tega, ker večina vlagateljev čaka na te akcije, nekako se je trg navadil tega, da slej ko prej bo pač prišla akcija brez vstopnih stroškov ali pa z znižanimi vstopnimi stroški in pač vlagatelji počakajo na pač to. Tudi treba je vedeti, da te vstopni stroški niso vedno tako visoki, kot se zdi iz same dokumentacije sklada, zato ker vlagatelji pravilno, kadar investirajo malce večje zneske, potem te vstopni stroški lahko hitro začnejo kar lepo padati. Tako da ni zdaj to neka blazna omejitev po mojem, za samo vlaganje. Je pa tudi mogoče to ne toliko, mogoče so te akcije brez vstopnih stroškov predvsem neka stvar, ki spodbudi ljudi k temu, da začnejo majčkeno razmišljati o temu, da je pa treba vseeno sredstva, ki ležijo na računu,
poinvestirati. In je to nek incentiv, da vsaj začne ta miselni proces, da poskrbimo za svoje osebne finance in da se končno neham odlašati s tem, da mi sredstva ležijo na računu in da jih začnem pač pravilno razporejati sredstva, v prave naložbene razrede, ki so primerni za mojo sposobnost prevzemanja tveganja in tako naprej. Ja. Da naredim to domačo nalogo. To je tako, kot v bistvu s hujšanjem. Enkrat se moraš odločiti in pač štartati. Tako tudi pri osebnih financah vedno rečem, sej bom jutr in pol to odlašam. Tako kot pri hujšanju. I'll start tomorrow. Ja, seveda. Ampak si pa uporabil nekaj, da je treba narediti domačo nalogo, to mi skozi govorimo na MoneyHow. Mogoče, ko govoriva že o domači nalogi in pa vstopnih stroških, moramo se dotakniti tudi upravljalske provizije, ki je v bistvu najbolj boleča stvar, v bistvu, ko govorimo o stroških, ki najbolj v bistvu prizadanejo v bistvu naše premoženje oziroma tudi konec koncev donosnost. Ja. Tako da, zakaj pa recimo v DZU-ji ne propagirajo recimo znižane upravljalske provizije? A pa zakaj nimate te akcije recimo? To je po mojem dobro vprašanje. Tehnično po mojem sploh ne vem, kako bi to izvedel. Ampak sigurno mislim to, da vsi se zavedamo tega, da so pač upravljalske provizije, da imajo pač pomemben vpliv na pač končno donosnost, recimo na rok 20-30 let. So se pač tudi v svetu je trend, da se te upravljalske provizije pri finančnih produktih zadnjih nekaj 10 let znižujejo. Logično. In je pa tudi treba nekaj vedeti, da pač tudi sami modeli prodaje finančnih produktov so po različnih delih sveta različni. Recimo v anglosaksonskem svetu je v bistvu način prodaje zelo vezan na finančno svetovanje, kjer v bistvu se plača sama storitev finančnega svetovanja. V kontinentalni Evropi je pa v bistvu zaračunavanje za finančno svetovanje relativno malo in se pač tisti, ki finančno svetujejo, v dosti veliki meri poslužujejo pač kompenzacije strani pač dela te upravljalske provizije, ki jo dobijo za distribucijo teh finančnih produktov. V bistvu tudi ta hip se v Evropi dogaja ena zanimiva diskusija, ki v bistvu posega na sam način distribucije skladov. In bo zelo zanimivo videti, kaj bo na koncu pravzaprav iz te diskusije prišlo ven. Ampak tukaj se utegnejo zgoditi kar velike spremembe v načinu tega, kako v bistvu so skladi sploh v kontinentalni Evropi distribuirani. Ja, ali lahko mogoče malo več poveš o tem, kako se bo to spremenilo oziroma kaj se pripravlja? Dejansko jasno ni še ta hip nič, ampak predlogi, ki pa so bili, grejo v smer v bistvu benchmarkinga stroškov pri upravljanju, tako da bo v bistvu ta zgodba za upravljalskimi provizijami naj bi ratala v bistvu bistveno bolj transparentna. Pa tako je, v bistvu tukaj Slovenija niti še nima nekega takega, da rečem, bistvenega problema. Ker če pogledamo, kakšne druge države so pravzaprav te upravljalske provizije sploh bolj na vzhodu bistveno više, kot so pa recimo v Sloveniji. Res pa je, da za neko pač globalno strategijo pa pač morda v Sloveniji so vseeno za določene sklade te provizije malce više, kot pa mogoče pri določenih ostalih igralcih, ki imajo recimo obseg skladov merjen v desetinah milijard. Tako da tudi ta velikost samih skladov, ki pač jih upravljamo tukaj v Sloveniji, definitivno je povezana s tem, kakšne so pač te upravljalske provizije. Jaz mislim, da najbolj pomembna stvar je, da pač se vlagatelji tega zavedajo, da probajo pač poiskati nek optimum tukaj med tem, koliko so pač sami pripravljeni vložiti časa v to, da se bodo s temi naložbami ukvarjali, ker se mi zdi, da vedno, če iščeš
če vložiš veliko truda, lahko najdeš boljši deal, absolutno, ne. Do določene mere, ampak to po drugi strani ni primerno za vsakega vlagatelja, ne, za nekoga, recimo, ki nima veliko časa, ki ima pač svoj biznis, ki želi pač samo neko hitro storitev pa rešitev na nekem visokem nivoju, pa se pa pač zato mogoče na račun convenience, ne, pač je pripravljen sprejeti malce višjo pač upravljalsko provizijo. Vse tukaj danes vidimo itak zelo veliko trendov, če pogledamo malo, kaj se recimo dogaja na Slovenija, Fire, Redditu ali pa na Discord kanalu, ne. Gor je veliko, bom rekel, cenovno občutljivih majhnih vlagateljev, ki pač so pripravljeni investirati čas in iskati najboljši deal, ne. Imamo pa v Sloveniji tudi cel kup vlagateljev, ki pa za kaj takega nimajo časa, grejo pač normalno v banko, se usedajo s svojim osebnim bančnikom in pač poiščejo neko pravo naložbeno rešitev v okviru tega, kar pač ponujemo v Sloveniji, ne. Banka ali zavarovalnica? Ne, drugače, kar govoriš o teh netransparentnosti v tej distribucijski verigi, dejansko je to pri nas problem pri samooklicanih, govorimo o samooklicanih finančnih svetovalcih, ker dejansko ne veš točno, koliko on dobi od tebe, Ja. In potem ti še ekstra zaračuna, v bistvu ti 2-krat ali celo mogoče 3-krat zaračuna za isto storitev. Ravno danes sem se o tem pogovarjala in to je zelo velik problem, da dejansko niso transparentni in nihče ne zahteva transparentnosti od njih in niti nihče jih ne nadzoruje, kar je največji problem v Sloveniji, če mene vprašaš. Odličen point. V preteklosti je bilo tega še več. Moram reči, na trgu je bilo cel kup nekih, tako kot si ti rekla, samooklicanih finančnih svetovalcev, ki so od vlagateljev, ki so svetovali vlagateljem popolnoma pristransko, torej so jim svetovali, da grejo tiste naložbe, kjer so oni dobili v bistvu največje provizije potem. Dosti teh zgodb se je v bistvu kar precej slabo končalo, zato ker so v bistvu vlagatelje peljali v neke zgodbe, ki so z vidika samega tveganja popolnoma neprimerne za njih. Ne vem, zakaj govoriš o preteklosti, to se še vedno dogaja. Ja, to se še dogaja, ampak v manjši meri, vsaj kolikor je meni znano, no, gre za pač neke posameznike ali pa manjša podjetja, ki se pač grejo to storitev, ampak se pravim, v preteklosti je regulator nekaj teh biznisov že zaprl. Malo bolj potihan so šle te stvari, ampak dejansko nekaj teh firm danes ne deluje več. Je pa žalosten, da se to še vedno dogaja, tako da pač en nasvet za vlagatelje je, ne, če si želijo pač finančnega nasveta, ne grejo potem do nekih finančnih inštitucij, ki dejansko to lahko ponujajo oziroma ponujamo, ne. Jaz vedno pravim, da če greš k finančnemu svetovalcu, moraš biti ekstra finančno pismen, zaradi tega, ker te lahko hitro okrog prinesejo, sorry. Mislim, a veš kaj, štos, te ljudje, ki omenjaš, ti se sploh ne bi smeli imenovati finančni svetovalci. Ja, se pravim, so samooklicani, kvazi. Mislim, ime finančni svetovalc, pa te ljudje, v bistvu to sta dva različna pojma. To je v bistvu dejansko so že, marsikajšnega od njih bi lahko skoraj oklicali za prevaranta. Tudi lahko rečemo tako, ja. A greva mogoče naprej, da ne bova preveč se ustavila na eni točki. Zdaj, ko govorimo o teh stroških, zdaj, številne analize, oziroma samo pogledaš na kateremkoli portalu, na Bloomberg terminalu konkretno, relativno hitro lahko ugotoviš, da aktivno upravljani skladi zaostajajo po donosnosti, nekateri tudi precej za temi pasivnimi skladi, torej ETF-i, ki kotirajo na borzi. In iz tega je jasno evidentno, da v bistvu ta aktivna upravljalska politika mogoče ni s temi stroški ni najbolj optimalna za vlagatelje. Ja, mislim, raziskave empirične, ki so na tem področju, dejansko kažejo na to, da odstotki so različni, ampak v povprečju manj kot polovica aktivnih upravljalcev na daljše časovno obdobje presega primerjalne indekse.
To je pač pomemben faktor, ker tisti, ki je aktivni upravljalec, ne more za svojo dejavnostjo zaslužiti za upravljalsko provisijo, ne samo zato, da pride z donosnostjo na nivo primerjalnega indeksa in potem to donosnost primerjalnega indeksa še preseči. Tako da definitivno tega ni zmožen vsak, sploh pa bolj kot podaljšujemo obdobje merjenja, manjši je ta odstotek aktivnih upravljalcev, ki ta indeks sposoben v bistvu presegati. Zdaj, ko govoriš o primerjalnih, o primerjalnih indeksih, kaj mene moti pri primerjalnih indeksih, ki jih uporabljajo recimo konkretno slovenski DZU-ji, da se pogosto spreminjajo, a veš, in potem težko imaš neko daljše časovno obdobje, oziroma vlagatelju prezentirajo pač obdobje, ki je za njih najbolj priročno in se potem iz tega ne vidi, kakšna je dejanska. Ja, ta stvar je dejansko kar precej regulirana, kako lahko ti prikazuješ samo donosnost. Tako tukaj so konkretna pravila, kaj konkretno lahko pokažeš vlagatelju na grafu, ampak pa seveda vedno je vprašanje, kaj je pravi primerjalni indeks. Tako da ja, pač to je ena izmed stvari, ki jo vlagatelj mora upoštevati pri odločanju o tem, kam bo dal svoj denar. Zdaj konkretno, recimo, če se dotaknemo še NLB skladov, Kruno Abramovič, njegova zapuščina, ne vem, kaj boš ti naredil s tem, ne razkriva primerjalnih indeksov. Zakaj? Ali se bo to spremenilo? To mi je zdaj padalo na pamet, sorry. Lej, to je eno izmed področji, na katerem pač delamo kar veliko interno. Jaz sem pristaš velike transparentnosti, tako da težko je sicer govoriti, kaj se bo v prihodnosti zgodilo, pa ne vem, če lahko še govorim, ampak definitivno tukaj spreminjamo kar veliko stvari. Ja. Zdaj, ko si omenjal, pač NLB skladi so po sredstvih v upravljanju absolutno največji, tle gledam ravno statistiko, tudi pred Triglav skladi, čeprav so dolga leta, ste bili tam, ne? Pa me zanima, recimo, glede na to, da imate nek vodilni položaj na trgu, tudi sama NLB banka ima, pri uvajanju recimo Ležarin je bila NLB prva, ali mogoče bi NLB skladi bili mogoče prvi, ki bi znižali stroške in pač nekako spodbudili tudi vašo konkurenco, da zniža stroške in postane v bistvu bolj privlačna naložba v vzajemni sklad za male vlagatelje? Ja, dejansko NLB skladi, pa še ena DZU. Naj ostane neimenovana. Da se lahko pač povemo. NLB skladi pa General Investments, če naredimo primerjavo, imate v povprečju med slovenskimi DZU-ji najnižje upravljalske provizije in tudi najnižjo stopnjo provizije. Tako da mi smo že v bistvu tukaj lider znotraj tega pula slovenskih DZU-jev, kar se tiče nizkih upravljalskih provizij. Pač ti produkti so Slovencem čist dostopni danes in mislim, da upravljalska provizija ni tisti faktor, ki omejuje ljudi, da ne vlagajo več, kot pa bi vlagala. Pomembno tukaj vedeti, da ljudje pač morajo biti investirani, ne moreš biti vedno investiran v najboljšo naložbo od vsega, ker pa bi bili vsi super bogati, ampak pomembno je pa, da denar pač investaš na dolgi rok, ne da ti leži na računu, kjer ti ga pa pač pojedla inflacija, oziroma tega je že v preteklosti, ko nisi bil investiran. Tako da to bolj kot se mi zdi neko pač to, da gledamo, koliko je, a je provizija 1,5, a je 1,0, a je 0,5, bolj pomembno je za neko strategijo, da pač se najprej odločimo, ok, dajmo začeti vlagati. Pa pri tem lahko zadevo fine-tunamo in pač se odločimo, v kater naložben produkt bomo dejansko šli. Kakor sem pa rekel, na dolgi rok je pritisk na FIE, to se dogaja že zadnjih nekaj let in jaz mislim, da bomo mi tudi kot celotna panoga pač na dolgi rok tudi s tem, ko rastemo, te provizije absolutno bili
pač prisiljeni zniževati. Zdaj, jaz imam veliko idej tukaj, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, ampak to so stvari, ki se bodo pokazale šele v naslednjih letih, ampak z vedno več online, z vedno več vlagateljev, ki želijo dostop do pač skladov online, v bistvu se bo tudi spremenila sama distribucija skladov in to bo tudi ustvarjalo neke pogoje za to, da so lahko pač provizije nižje. Ker distribucija je tisto, kar danes v bistvu v Evropi stane. Ni zdaj samo upravljanje, da stane. Upravljanje sicer ima nek določen strošek, in tukaj je pač pomembno, da smo vsi upravitelji premoženja čim bolj učinkoviti, da čim cenej delamo transakcije, da imamo čim nižje stroške depozitarja in tako naprej. Ampak ključna stvar, ki pa determinira cene v celi kontinentalni Evropi, je pa ravno distribucija. Ker če bi distributer seveda lahko zaračunal kako druge, naprimer vlagatelju direktno za finančni nasvet, v bistvu, ki ga mu da, oziroma za ukvarjanje z vlagateljem, za vse stroške, ki so povezani s tem, da ti vstopaš v sklad, da izstopaš iz sklada, da prenašaš med skladi, da kličeš svojega finančnega svetovalca vsakih nekaj mesecev, kaj se dogaja, kaj na trgih. Mislim, vse to je danes zastonj. Če pomisliš pri vlaganju v vzajemne sklade. Nekdo pač to more tudi plačati. Ne moreš v bistvu kriti teh stroškov kar iz zraka. In danes de facto tisti, ki krijemo cel ta ustroj, smo družbe za upravljanje. Recimo, če kupaš recimo konkretno ETF, v bistvu, ko bo zadeva padla, ko bodo trgi padli 20%, pač boš mogel sam to prebaviti, ne boš mogel pač klicati enega svojega finančnega svetovalca in ga vprašati, kaj se dogaja, kaj ne naredim in pač imeti takih podobnih vprašanj. Torej, skratka, to hočem reči, ta distribucija, ki jo imamo v kontinentalni Evropi, pač nekaj stane in to se financira iz teh upravljalskih provizij. Ti si zdaj rekel, da je v bistvu vse ta finančni nasvet in vse to, da v bistvu družbe za upravljanje pokrijejo. Ampak čemu potem služi vstopni stroški, ki jih plačaš? Se jih skoraj ni. Dobar, ampak se zaračunavajo, no? Ja, se pravi, se zaračunavajo, ampak v zelo majhnem obsegu. Se pravi, če boš pogledala bilance slovenskih družb za upravljanje, to je v bistvu so vstopni stroški zanemarljiva postavka. To je manj kot 10% vseh prihodkov, še manj. Za nekatere DZU so skoraj čisto zanemarljivi ti vstopni stroški ratali. Se pravi, se pa prihodki generirajo na podlagi upravljalske provizije in drugih produktov, ker imam pred sabo namreč tudi poslovne izkaze družb za upravljanje, a greva kar direkt na dobiček skočiti. Na LB skladi so v lanskem letu imeli 8,4 milijona evrov čisti poslovni izid, kar je za 6,4% manj kot v letu 2021, ampak največ med vsemi družbami. Ja, seveda, v letu 2022 v bistvu smo videli na kapitalskih trgih v bistvu padce, tako na delniških trgih, kot tudi na obvezniških trgih, kar pač posledično vpliva na prihodke družb za upravljanje. Zato, ker seveda naša usoda se giblje v kar veliki meri, mislim, kar se dobičkonosnosti tiče, v skladu z pač gibanjem na kapitalskih trgih. Tako da pač vpliv tega gibanja je neposreden na prihodke in posledično seveda tudi na dobiček družb za upravljanje. Kako pa letos kaže? Dobar. Letošnje leto, če pogledamo 2024, v bistvu na kapitalskih trgih je bistveno boljše kot leto 2022. V bistvu na delnicah smo lepo v zelenem, če gledamo year to date, tudi obveznice se držijo kar v redu, yieldi so visoki, vlagatelji v bistvu so v prvih 8 mesecih letošnjega leta skoraj 200 milijonov neto vplačali v slovenske vzajemne sklade, tako da v bistvu številni izmed njih se pač vračajo na trg. Na bankah imamo še vedno nekih 26 milijard evrov vlog prebivalstva in te vloge pač realno zgubljajo
in v bistvu zato se številni vlagatelji pač odločajo za druge naložbene oblike in vzajemni skladi so tukaj ena dobra opcija. Vidimo tudi kar nekaj interesa za inštrumente denarnega trga, kot so recimo zakladne menice, kar nekaj je tudi interesa za obveznice, tako da mislim, all in all lahko rečemo, da v bistvu je trg letošnje leto fin. In jaz mislim, da bo tako, če ne bo kakšnih večjih pretresov, v bistvu šlo naprej tudi nekje do konca leta. Se bova pa dotaknila tudi pač prihodnosti, malce v nadaljevanju. Mogoče bi pa vsem tukaj se ustavila, ker si zdaj omenjal vse to, ne? Mogoče pa vsem, kdo so sploh vlagatelji v vzajemnih skladih. Nazadnje, ko sem se s Krunotom pogovarjala, rekel, da so stari čez 50 let v povprečju. Se pravi, smo nekako ugotovili, da je to boomerska investicija, pa me zanima, kako ti gledaš na to. Zdaj tako, a ne? Vedno, ko gledamo te vlagatelje, gledamo te podatke z vidika vloženih sredstev. In če gledamo na te podatke, kar je v bistvu do določene mere popačena slika, ne? Ampak če gledamo z vidika vloženih sredstev, seveda je povprečni vlagatelj še vedno star nad 50 let, zato ker to je populacija, ki ima denar, ker je pač delovno aktivna populacija, ki je akumulirala kar nekaj denarja in seveda zdaj ta denar pravzaprav malce prepozno že, vlaga v naložbe, ki pač imajo nek višji donos, kot pa recimo depozit ali pa vloga na pogled. Tako da z vidika denarja absolutno je še vedno prevladujejo vlagatelji, ki so srednjih let. Ali pa še celo malce starejši kot vlagatelji srednjih let. Zdaj, definitivno pa moram reči, da je po samem številu vlagateljev, ki vlagajo v sklade, zelo veliko tudi mladih, ampak same količine evrov, ki jih te vlagatelji prinesejo, seveda ta številka ni velika, ne? Jih je pa veliko, zato ker se številni izmed njih zavedajo, da je treba pač varčevati za prihodnost in zato v bistvu to varčevanje udejanjajo z raznimi varčevalnimi načrti, s katerimi pač postopno vlagaš na kapitalske trge, ne, v sklade. Konkretno vsak mesec pač daš na stran 50 evrov ali pa kakšen podoben znesek in pač s tem participiraš v tej rasti, ki jih kapitalski trgi ponujajo. Zelo veliko ljudi tudi pozablja, da za mladoletne vlagatelje imamo vlaganje popolnoma brez vstopnih stroškov, tako da za pod 18 se to še najbolj splača. Ampak ne, tudi če pustimo to ob strani, vidimo ta trend, da zelo veliko število teh mladih pač vsem se zaveda pomembnosti vlaganja in vlagajo v vzajemne sklade, ampak ne v enkratnih zneskih, ker seveda ustvarjajo svoje družine, kupujejo stanovanja, ne rabijo denar za avto, za voziček, tako da pač lahko si povsem privoščijo, da dajo del plače na stran in pač potem sklenejo varčevalne načrte. Kolikšen je pa povprečen vložek recimo v vzajemne sklade? A se ga da izračunati? V varčevalca je med 40 pa 50 evrov mesečno. V varčevalne načrte. Tako da so relativno skromni zneski, medtem ko pri enkratnih vložkih pa prevladujejo vložki, ki so nekaj tisoč evrov v povprečju. Koliko pa je recimo, misliš, teh kombinacij, recimo vlaganje v vzajemne sklade, ETF, delnice, tega je verjetno kar nekaj, ne? A imate ta podatek ali pa neko oceno? Kako misliš, da bi nekdo investiral v delnice istočasno in v ETF-e? In v vzajemne sklade. Da imaš neko košarico razpršeno različnih naložb, recimo vzajemne sklade, pa pol tudi seveda delnice, pa potem mogoče kripto, a veš, da imaš različne naložbene razrede oziroma tudi konec koncev produkte. Zdaj, ljudje, ki imajo recimo večje število finančnih inštrumentov, so praviloma tisti, ki imajo nasplošno večjo količino premoženja. Tisti vidimo, da se kar poslužujejo tega, da imajo v bistvu vlaganja razpršena med v bistvu vzajemne sklade, delno, pa potem delno seveda tudi imajo odprte trgovalne račune. Na teh trgovalnih računih so recimo neke specifične delnice, ki so jim všeč, pa tudi recimo ETF-i, s katerimi dobijo v bistvu
exposure na določeno regijo ali pa določeno panogo, ki mi je všeč, pa tudi dosti izmed njih, sploh teh premožnejših, gre tudi v naložbene razrede, kot so recimo zlato, pa pač delno tudi kakšni v kripto. Zdaj pa drugače, tako nasplošno bi pa rekel, da število vlagateljev, ki pokrije vse te različne naložbene razrede, je pa relativno majhno. Večina izmed njih se preprosto odloča, da pač nalaga svoja sredstva v en vzajemni sklad, ki je globalno pa panožno razpršen, in to je to. Zdaj, načeloma, če imaš neke manjše zneske, v bistvu vlagaš, niti ne potrebuješ vseh teh najrazličnejših naložbenih razredov, da boš dal zdaj pa 5% v zlato, pa 3% v kripto, pa pol mal se tukaj heca z neko razpršenostjo, z ETF-i pa posameznimi delnicami. Za večino vlagateljev v bistvu kaj tazga niti ni potrebno, pa doskrat je to precej kompleksno, ker moraš obvladovati vse te različne naložbene razrede. Tako da večina izmed njih se pač odloča tukaj za neko enostavnost, zato pač vzamejo nek globalno razpršen, panožno razpršen vzajemni sklad in to je to. Pa v bistvu ne rabiš, mislim, ko ti spoznaš, recimo, če bi imel vzajemni sklad, pa recimo ETF na brokerju, pa relativno, zakaj bi rabo imeti globalno razpršeno košarico in na DZU-ju in na brokerju? Pa hitro prideš do neke odločitve na neki točki, da mogoče ti je cenej biti na brokerju, kot pa recimo pri DZU-ju. Seveda, lahko prideš do te odločitve, siguren, pač to je stvar osebnih preferenc, nekdo, ki je recimo, ne vem, ker zdaj tudi lahko varčevali. Recimo, ne vem, nekdo, ki ima poklic zdravnika, ki se ukvarja z zdravljenjem ljudi, mu finance niso preveč blizu, ima preferenco, da preprosto gre raje v banko in pač vloži sredstva v nek vzajemni sklad. Nekdo pa, recimo, ki pa mu je vlaganje malce tudi delno kot hobi, ker ga ta stvar zanima, bo pa pogledal zelo veliko Money How tutorialov oziroma podcastov, poslušal, pogledal bo recimo številne YouTube videote, pa bo mogoče pač odprl račun na eni izmed mednarodnih trgovalnih platform in pa pač tam kupil ETF. Pač stvar osebne odločitve, ampak bo pač potem se tudi s tem, rečemo dnevno ali pa vsaj enkrat tedensko malo ukvarjal, pa bo malo spremljal kapitalske trge in bo mogoče tudi te naložbe kaj sam po lastni presoji prenašal. Empirično gledano, pa moram reči, vsaj iz vidika behaviorističnih financ, se pa žal te odločitve prestavljanju premoženja v povprečju končajo relativno slabo. Enkrat se videl en podatek, recimo, da povprečni, se pravi, ne vem, rečeva S&P ali pa, ne vem, gledamo ameriški delniški indeks v povprečju, recimo, ne vem, 7% ali pa 7 do 8%, odvisno katero obdobje, pa gledamo realno, nominalno, pač neka rast, ki jo lahko pač bi pričakovali na podlagi samega gibanja indeksa, ampak ameriški mali vlagatelj je pa naredil kar precej odstotnih točk manj, ravno zaradi pač sprememb v svojem portfelju. Te spremembe pa so pač povezane seveda z napačnimi odločitvami. Tako da te odločitve so pač prepuščene posamezniku. Sam to se isto lahko zgodi pri vzajemnih skladih, ali ti lahko pokličeš pa rečeš, zdaj tole se preveč dogaja na borzi, to nisem jaz, nisem sposoben lahko, če se boš, absolutno se lahko zgodi, in če seveda prepustiš tukaj odločitve neki paniki, pa lastni presoji, doskrat v bistvu lahko potegneš ob napačnem času napačno odločitev. Ja. Behavioristične finance so ena zanimiva tema. Ja. A greva mi dva hitro naprej, če ne nava prišla do konca. Dobar, davki, zdaj, kar se tiče teh krovnih skladov, to so kar nek unikum recimo v svetu investiranja, deluje kot v bistvu neka davčna oaza, to premeščanje z enega na drug konc. Zdaj, ko sem se pogovarjala z nekaterimi davčnimi strokovnjaki, so mi pa tudi povedali, da zelo malo ljudi v bistvu izkorišča ta davčni ščit. Kako je zdaj s tem? Koliko ljudi predstavljajo znotraj te oaze, znotraj tega ščita? Misliš znotraj krovnih skladov? Znotraj krovnih skladov, ja. Se pravi, v Sloveniji imamo res eno ugodnost in to je, da pač znotraj krovnih skladov lahko vlagatelji predstavljajo sredstva
ne da bi s tem v bistvu sprožili, da rečemo temu davčni dogodek. V bistvu znotraj krovnega sklada se natirajo dobički pa izgube, ki jih vlagatelj ustvari ob pač premeščanju sredstev z enega v drug podsklad. Tega prestavljanja v bistvu prav zelo veliko ni, pri nekaterih DZU-jih morda več kot pri ostalih, odvisno od same strukture strank. Se pravi, nekateri DZU-ji imajo morda malce bolj aktivne stranke, ki to same premeščajo, nekateri pa pač imamo malce manj aktivne stranke, ki pač tega premoženja ne želijo toliko predstavljati, oziroma že tako rekel, mogoče imajo že v začetku nastavljeno neko pač naložbeno strukturo teh podskladov, ali pa tudi sam enega podsklada, recimo globalno razpršenega, s katerim pač pol ustraja skozi daljše časovno obdobje. Ja. V koncu koncev ne rabiš prestaviti ali pa prodati, lahko samo dokupaš in tako zbalansiraš. Dobro, to je že višja matematika. Ja, lahko. Double up. Da, to je že višja matematika. Okay, obrestne mere, ko govoriš že pač, ne. Double up, ne. Kaj se dogaja tukaj, kako gledaš na politiko centralnih bank, mogoče kakšne so tvoje pričakovanja do konca leta? Ja, mislim, to je tema, ki je že zelo močno obdelana. Pač, zdaj smo bili v bistvu v zadnjem dobrem letu priča zelo hitrem in intenzivnem dvigu obrestnih mer, praktično v večini delov sveta, ali pa predvsem zahodnega sveta, no, Amerika, Evropa. Jaz mislim osebno, da smo blizu vrha ali pa že na vrhu samega dvigovanja obrestnih mer, v Ameriki verjetno malce bliže še celo kot pa v Evropi. Inflacija v zadnjem obdobju je padla bolj, kot pa je bilo pričakovano, in tudi v bistvu učinki višjih obrestnih mer se že čutijo kar močno v posameznih panogah. Še najbolj zanimivo je pa, da se pač tudi začenjajo čutiti pri samem potrošniku. Zdaj tukaj je cel kup faktorjev, ampak recimo ne vem, nekaj zanimivih stvari. Recimo videli smo zadnji podatek v Ameriki, da se tudi trg dela malce ohlaja, kar v bistvu na nek način signalizira, da smo morda resnično skoraj da že zaključili s tem dvigovanjem obrestnih mer v Ameriki. Se pravi, ta rast ustvarjanja novih delovnih mest v bistvu se upočasnjuje. V Evropi vidimo podoben trend. Videli smo v bistvu relativno pesimistično razpoloženje pri purchasing managerjih, pri nabavnih menedžerjih v Evropi, čeprav dobro moram reči, da sploh pri industrijski proizvodnji se ta trend ratuje malce, oziroma tako bom rekel, da se spreminja malce bolj v smer optimizma, ni še optimističen področje, ampak se obrača iz bolj negativnega v manj negativnega. Ampak se pravim, pri celotni tej zgodbi, mislim tudi by the way, Nemčija je v tehnični recesiji, ampak pri celotni tej zgodbi pač nekako je treba pač videti, sploh v Ameriki, da so se stroški življenja za posameznega, mislim za povprečnega ameriškega potrošnika kar pošteno zvišala. Sploh pa imamo tukaj poleg tega še vpliv, da so se zmanjšale, v bistvu praktično so že izpuhtele tiste spodbude oziroma tisti dodatni prihranki, ki so nastali zaradi COVID spodbud. En podatek, recimo, ki je meni blazno zanimiv, če pogledamo v zadnjih 3 letih, se je strošek obroka za 30-letno stanovanjsko posojilo v Ameriki več kot podvojil. Je šel iz nekaj nad $1000 na približno $2300. Sam polog, ki ga pa more Američan dati recimo za to, da kupi stanovanje, šel pa iz $60,000 na $80,000. To je kar ena bistvena, ena močna podražitev v bistvu stroškov življenja. Tudi recimo od približno 2100 milijard, kot sem prej omenil, tistih COVID spodbud, ki jih je v bistvu ameriški potrošnik dobil, je zdaj približno 1900 milijard tega denarja že v bistvu bilo porabljenega.
Tako da... To niso dobre novice za upravljalce premoženja, ker pa ostane manj prihrankov za investiranje. Oziroma manjši razpoložljiv dohodek za investiranje. Zdaj, če si rekel, da se je podvojil obrok, tudi pri nas so obroki kar precej poskočilne. Kaj to pomeni potem za panogo ob tej inflaciji? Jaz mislim, da če pogledamo konkretno slovenske razmere, da je še toliko prostora tukaj za rast, so penetracija, tako kot sem prej na začetku povedala, finančnih produktov, kot so skladi, delnice, obveznice v celotnem finančnem premoženju Slovencev še tako nizek, da se pravi, je tukaj veliko prostora za rast. Te podatki, ki sem jih omenil, v bistvu so pomembni predvsem z tega vidika, da nam povedo, da se, vsaj tako se zdi, če ne bo kakšnih presenečenj, da nekako inflacija počasi prihaja pod kontrolo. Sigurno, zdaj jaz ne pričakujem nekega drastičnega znižanja pač obrestnih mer, ampak vsaj neka ustavitev dvigovanja, pa mislim, da se kaže na vidiku. Tako da nekako se ta cikel se zdi, ta cikel dvigovanja, da se zaključuje. Tukaj so še ostali pomembni faktori, ki pač vplivajo na to, kam se bo inflacija obrnila. V Ameriki je to gotovo zelo močna fiskalna spodbuda, ki jo vidimo v samem gospodarstvu, predvsem z temi ukrepi Bidenomicsa. Ameriški deficit je na ravni približno 8%, kar je kar veliko. Tako da in te investicije dejansko gredo, te investicije, hočem reči, poganjajo naprej ekonomijo. Tako da zdaj bo zelo zanimivo opazovati, kam se bomo torej peljali, ali bo ta inflacija, ta učinek pač visokih obrestnih mer na potrošnika pač toliko v bistvu vplival negativno na samo inflacijo. Po drugi strani pa nekako je za pričakovati, da se bodo te fiskalne spodbude vseeno ohranile gospodarstvo na nekem pozitivnem nivoju, tako da ne bomo v bistvu nekako ne pričakujem, saj jaz osebno, da bi morali zaplavati v neko recesijsko območje. Sicer napoved trenutno verjetnosti recesije tam okrog 50-60%, je pa ta kazalnik zelo volatilen, pa zelo nezanesljiv, tako da pač konkretno se ne bi preveč v bistvu zanašal na to, na povedno moč v bistvu tega kazalnika. Indeks nabavnih menedžerjev kaže kar tako dost temno, črno, pesimistično sliko. Ampak manj črno, kot je bilo par mesecev nazaj. To je v bistvu pomembno vedeti. Dejansko ta indeks, mogoče se poslušalce mora povedati, da je, če je pod 50, pomeni to neko negativno nastrojenost nabavnih menedžerjev, če pa nad 50, pa neko pozitivno. Zdaj smo še vedno na nivojih, ki je pod 50, ampak smo šli nekje recimo tam iz 46 proti 49, tako da se približujemo tej 50-ki. Tudi zelo zanimiv je, da je sam cikl nabav se reštartal, kar jaz mislim, da bo zelo pozitivno vplivalo vsaj na tiste early cycle industrials. Tako da neki pozitivni obeti tukaj so, definitivno, ki kažejo na to, da smo morda šli čez tisti najbolj gloomy del, ki se je v bistvu zgodil v ekonomiji zaradi vpliva visokih obrestnih mer. Zdaj, ko meniš gloomy september, imeli smo zadnje 3 mesece je bilo kar rdeče obarvano, je bilo kar krvava borza, krvavo rdeče obarvana borza. Drugače, če gledava pa polletne, oziroma year to date, se pravi v letošnjem letu. Year to date smo pa travnato zeleni, vsi, Dow Jones je rahlo rdeč, Mislim, generalno smo pa zeleni. Year to date smo kar lepo zeleni, vedno pride v določenih obdobjih, do pač, če gledamo zelo na kratek rok, do rdečih številk, ampak nič hudega. Kaj bi rekel na Wall Street Bets, bi rekel buy the dip.
Nama je zdaj zmanjkalo časa, da bi še obdelali alternativne naložbe, alternativne sklade, ampak vsem bi te pa vprašala mogoče, ker to mi je bilo zanimivo, ker sem se pogovarjala z Blažem Brodnikom, prvi mož NLB, na MoneyHow je dejal, da bi on kripto prepovedal. Pa me zanima, kakšno je tvoje mnenje? Mislim, jaz osebno nisem fan kripto naložb, absolutno ne, zato ker se mi zdi, da tukaj ne razumem, kaj tukaj je nek cash flow generation od zadaj. Mislim, ga ni. Tako da, kot rečeno, nisem fan tega, sem pa definitivno fan same tehnologije, zato ker že vidimo v praksi, sploh recimo v finančni industriji, da se blockchain tehnologija zelo lepo pač uporablja za določene zadeve, pa imamo tudi v Sloveniji ene startupe zelo zanimive, recimo z področja logistike, ki so naredili fantastičen uspeh s pomočjo same blockchain tehnologije. Tako da zame recimo, če že vlagatelji gledajo pač recimo kripto kot naložbeni razred, bi pač jih jaz res tukaj pozoril, da naj bodo maksimalno previdni, pa da ne nalagajo prevelike količine premoženja v to, ali pa da niso, kakšni so pravzaprav 100% investirani v ta asset class. To se meni definitivno ne zdi pametno, ker je pač zelo volatilen. Po drugi strani pa ena zelo, če pogledamo čisto matematično, kaj res dobim, če vlagam v kripto? Dobim kakšno diverzifikacijo mojega portfelja? Ne dobim. De facto ne dobim. Zakaj bi pol v bistvu vlagal v kripto neki večji del svojega premoženja? Morda je za kakšne sicer zelo privlačno to, ker pač ga lahko relativno preprosto tradaš preko teh online platform. Ampak to ni pravi argument. Kako? 24 ur na dan, 7 dni na teden. Ja, ampak to ni pravi argument, da damo naš denar v neko relativno tvegano naložbo. Zdaj, če bi imel, ne vem, koliko rečeva, 10,000 evrov, kaj bi s temi 10,000 naredil? Rekel si, da recesije ti ne vidiš, oziroma nekega korenitega, a vidiš kakšen korenit popravek na borzi mogoče v prihajajočem letu, mesecih? To je tako short term, razmišljanje. Jaz nisem pač po naravi tako, da bi gledal na stvari zelo neki short term tradersko, tako da je zelo težko napovedovati neke popravke. Trgi so volatilni, bodo volatilni vedno, če govorimo o delniških trgih, tako da, ampak jaz mislim, saj jaz osebno se s tem niti mal ne obremenjujem. Tako da, če bi imel recimo 10,000 evrov, bi ta znesek absolutno globalno razpršil. Kaj to pomeni, da bi dolga v nek produkt, ki investira recimo v globalne delnice? Jaz mislim, da še nisem prestar, da si lahko privoščim 100% delniški portfelj. Bi pa morda pač z vidika samega časa ta znesek razporedil recimo na neke 4 kose, pa bi v bistvu v enem časovnem obdobju 6 do 12 mesecev ta znesek postopoma poinvestal. Lahko bi tukaj, morda bi si privoščil, da bi recimo probo loviti kakšen padec, pa bi šel noter za recimo 2500 evri, kar je četrtina 10 jurjev, takrat, kadar bi trgi mečkan počepnili. To bi recimo mogoče naredil. Ja, to dobim namreč zelo pogosto vprašanje, a je zdaj pravi čas za investiranje? Jaz vedno rečem, da je vedno pravi čas. Točno to. Zmer je pravi čas. Najhujše, če nisi investan, to jaz skozi govorim. Najhujše, če čakaš na pravi čas, zato ker ta pravi čas potem ne bo nikoli prišel. Pravi čas za investirati je bil včeraj. Ti moraš biti investiran, ti ne smeš pustiti denarju, da tam gnije na računu, in ker bo v bistvu tisto, kar je na računu, sam zgublja vrednost. Ja, teh 26 milijard, to imamo skozi debate, okrog teh 26 milijard, to nimajo tako in general ljudje, ampak to ima par procentov populacije, To se kaže neke ocene, ampak nimamo tudi, tega denarja. Sveda, ampak tudi, če imaš ti na računu, ne vem, recimo 10 jurjev, bo tudi tu njih 10 jurjev. Absolutno. Tistih 10 jurjev ni zaščitenih pred inflacijo. Ni zaščitenih pred inflacijo. Ne. Ni. Tako da se pač strinjam s tabo. Vsakega je ta znesek različen, logično, se niso vsi enako bogati, ampak tudi če imaš malo denarja, si lahko privoščiš, da ti tisti denar na računu realno zgublja
Po mojem, da ne. Danes lahko kupiš tudi frakcijo delnice za zelo malo denarja. Tako je, res je. Precej smo šli naprej, kar se tega tiče. Luka, najlepša hvala za odlično debato. Nekaj teme še ostalo, tako da definitivno te še ponovno povabimo kot gosta, da predebatiramo tudi alternativne sklade, ki so zelo zanimivi. Kdaj misliš, da bo ta opcija na voljo tudi za male vlagatelje? Časovnice. Jaz osebno upam, da v 2024, najkasneje 2025. No, bomo videli. Te vladi se časovnice niso dobro obnesle, upam, da se bojo tem. Bom se zelo trudil, absolutno. Super, hvala. Najlepša hvala, da ste spremljali to debato. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.